Cepljenje je v bistvu eden največjih dosežkov v zgodovini medicine, ker je v bistvu najučinkovitejši ukrep za preprečevanje nalezljivih bolezni in je zagotovo eden največjih dosežkov znanosti. Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da smo samo v zadnjih 50 letih rešili 154 milijonov življenj z cepljenjem. To je v bistvu vsako minuto 6 življenj v teh zadnjih 50 letih. Zavedati se moramo tudi tega, da smo praktično prepolovili smrtnost majhnih otrok in dojenčkov za učinki cepljenja, skoraj 60% teh rešenih življenj pa gre na račun cepljenja proti ošpicam. Vendar po drugi strani je še vedno ocenjeno, da je v letu 2023 še vedno skoraj 22 milijonov otrok ostalo brez prvega odmerka cepljenja. Glavni nameni cepljenja so zaščita posameznika pred nalezljivo boleznijo, potem v bistvu eliminacija bolezni v določeni skupini ali pa v geografskem področju in pa seveda tudi eradikacija, to je izkoreninjenje. Kot vemo, smo že leta 1980 za učinki cepljenja izkoreninili smrtonosno bolezen črne koze. Trenutno je najpomembnejše, da poskušamo doseči vse te majhne otroke, ki niso še nikoli dobili prvega odmerka cepiva, seveda po drugi strani pa moramo zaščititi tudi odraslo populacijo. Tukaj je predvsem poudarek na zaščiti kronično bolnih, potem starostnikov, bolnikov z imunsko motnjo, seveda tudi nosečnic za zaščito njihovih novorojenčkov pred RSV okužbo, pred oslovskim kašljem in pa ne nazadnje seveda zaščita mladih deklet in fantov proti HPV okužbi. Kot vemo, je HPV virus povzročitelj raka materničnega vratu pri mladih ženskah v praktično 99% in z cepljenjem preprečimo 90% vseh teh rakov. Svetujemo seveda cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. Slovenija se nahaja na endemskem področju, kar pomeni, da je bolezen pogosta, prevalentna in lahko pušča trajne posledice. Ena novost letošnjega programa zaščite z cepivi je tudi, da je brezplačno možno cepiti 2 dodatni generaciji proti klopnemu meningoencefalitisu. To so tisti, ki so v letošnjem letu stari 45 in pa 46 let. Že od lanskega leta cepimo nosečnice za zaščito novorojencev. Seveda je najbolj smotrno cepiti v času pred pričetkom RSV sezone, vendar pa cepimo v bistvu tekom celega leta, ker vemo, da pred 2 leti se je recimo RSV sezona pojavila z prvimi primeri že koncem poletnih mesecev. Ne smemo pa pozabiti, da z cepljenjem vplivamo tudi seveda na boljšo kvaliteto življenja, na daljše življenje. Preprečujemo invalidnost, preprečujemo hospitalizacije, ne nazadnje smrt, kar sem že omenila. In pa še ena zelo pomembna zadeva je, preprečujemo tudi vpliv na nastanek protimikrobne odpornosti, kar je tudi danes velik problem v svetu.